Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 142. Poglejmo, kakšen imamo. Prvo gremo na rdečo Tajsko. Na Tajskem se protesti rdečesrajčnikov ne umirjajo. V Bangkoku zasedajo center mesta že 5. teden. Vojska je v poslovni del prestolnice poslala stotine vojakov, da ga ne bi zasedli protestniki. Čeprav so bile demonstracije do sedaj v glavnem mirne, vladni predstavniki že govorijo o bolj militantnih skupinah protestnikov kot o teroristih, ki se skrivajo med demonstranti. Najhuje je bilo 10. aprila, ko je vojska hotela preprečiti zbiranje demonstrantov. Pri tem je bilo ubitih 25 ljudi, več kot 800 je bilo ranjenih. Prebujajo se tudi rumenosrajčniki, podporniki trenutne oblasti, kralja in fevdalne družbene ureditve. Od vlade zahtevajo uvedbo izrednega stanja in policijske ure. Če vlada v enem tednu ne konča s protesti opozicije, bodo začeli z demonstracijami tudi sami. Sedaj pa poglejmo, kako je RKC odpustila Beatlom. Časopis Observatore Romano, glasilo Vatikana, je ob 40. obletnici razpada Beatlov sporočil, da RKC tej skupini odpušča in jo v članku naslavlja z dragocenim draguljem. Vatikan jih je nekoč označeval za sataniste ali potencialne sataniste. Na zapis se je odzval Ringo Starr. Za revidirano stališče katoliške cerkve mu je vseeno. Ta organizacija ima dovolj lastnih problemov, s katerimi bi se lahko ukvarjala. In še malo o RKC v naslednji novici. RKC se sama zapleta s čedalje bolj zmedenimi opravičevanji dejanj njenih posvečenih pripadnikov. Upokojeni škof Babini trdi, da za napadi na papeža in RKC stojijo cionisti. Do tega sklepa je prišel zaradi obsega in rafiniranosti obtožb. Upokojeni škof v resnici le sledi logiki komentarjev izrečenih strani vatikanskih kardinalov o dogovorjeni kampanji lobijev proti katoliški cerkvi in papežu osebno. Škof Babini pravi, da so Židje naravni sovražniki cerkve, zgodovinsko gledano so ubijalci Boga. Antisemitizem je omenjal tudi papežev osebni spovednik. Ta je primerjal napade na pontifa z najbolj sramotnimi potezami antisemitizma. Papež se je od teh izjav distanciral. Njegov osebni spovednik ne predstavlja uradnih stališč Vatikana. Naslednji škandal sta zakuhala najvišja papeževa svetovalca. Vatikanski zunanji minister, kardinal Bertone, je na obisku v Čilu dejal, da povzroča pedofilijo, homoseksualnost in necelibat. Stališče, da med celibatom in pedofilijo ni povezave, med homoseksualnostjo in pedofilijo pa je, naj bi potrjevala množica psihologov in psihiatrov. Homoseksualnost je v resnici glavni problem. V Čilu je sočasno potekal sodni proces proti duhovniku, ki je spolno zlorabljal deklice. Za naslednjo izjavo je zaslužen papežev osebni tajnik. Ta je papeževo neaktivnost pri odkrivanju in sodelovanju z organi pregona opravičeval s hierarhijo znotraj cerkve. Papežu ni potrebno komentirati posameznih primerov seksualnih zlorab. To je naloga in odgovornost posameznih škofov in škofovskih konferenc. Konstruktivna kritika je sicer dobrodošla, vendar mediji tega ne počnejo. Nihče ni bolj jasno obsodil spolnih zlorab kot prav papež. Sedaj pa še malo o vojni proti drogam. Od začetka mehiške vojne proti narkokartelom z konca leta 2006 do danes je bilo po vladnih podatkih ubitih 23.000 ljudi, samo od začetka tega leta do konca marca kar 3.400. Glede na prejšnje uradne podatke se je skupno število ubojev povečalo kar za 7.000. Zaupno vladno poročilo parlamentu tudi pravi, da so bili pripadniki varnostnih sil v tem času vpleteni v večino strelskih spopadov. Takšnih spopadov je bilo 977, spopadov med tolpami je bilo 309. V času od začetka vojne proti drogam je bilo aretiranih malce več kot 120.000 ljudi. Podatki o dejanskih obsodbah niso znani. Najbolj prizadeta območja so tista ob 3200-kilometrski meji z Združenimi državami. Nasilje v državi se je povečalo pod predsednikom Calderonom, ki je začel z oboroženim bojem proti trgovini z mamili.
V okviru plana Merida, kjer s finančno in materialno pomočjo Združenih držav v vrednosti 1,7 milijard dolarjev deluje preko 40 tisoč pripadnikov vojske in zvezne policije. Opozicija, strokovnjaki za trgovino z drogami in predstavniki organizacij za človekove pravice kritizirajo vladno politiko in jo obtožujejo neučinkovitosti pri preprečevanju trgovine, hkrati pa hudega kršenja človekovih pravic. Sedaj pa o tem, kako krize sploh ni, pa mi mislimo, da je, pa je v bistvu ni. Poglejmo. Podjetja iz lestvice Fortune 500 v ZDA so povečala dobičke v letu 2009 za 391 milijard dolarjev oziroma za več kot 3-krat napram letu poprej. To jim je uspelo kljub 8,7-odstotnemu padcu prihodkov. Zmagovalna podjetja so ob tem ukinila 3,2% ali 821 tisoč delovnih mest. Najbolje je šlo Walmartu, ki se je ponovno povzpel na prvo mesto, ExxonMobil je padel na drugo. Katastrofa. Gremo še malo o vodi. Potrošniška družba v razvitih državah direktno vpliva na pomanjkanje vode v tretjem svetu. Ta je porabljena za proizvodnjo hrane in dobrin, ki so namenjene izključno izvozu. 2/3 vode, uporabljene za proizvodnjo dobrin uvoženih v Veliko Britanijo, je porabljene izven njenih meja. Potrošniki v glavnem vidijo le svojo direktno potrošnjo vode, skrite pa ne. V razvitem svetu vidna potrošnja vode zavzema le 4% celotne. Tako je za proizvodnjo 1 litra piva potrebno 57 litrov vode, za skodelico kave 140 litrov, za povprečno bombažno majico, takole recimo, 2700 in za kilogram govejega zrezka 15 tisoč litrov vode. To so prave številke, ki zajemajo celoten proizvodni postopek. Nerazvite države porabijo velike količine vode za proizvodnjo dobrin za izvoz, čeprav milijarda ljudi nima dostopa do ustreznih količin čiste pitne vode. Iz ljubljanskega studia 142 še vedno imamo takle.